Divja družba, dobrodošli na mojem kanalu. Trenutno se nahajate v kotičku z imenom Mehika in sicer tukaj boste našli vsebine, ki so kakorkoli povezane z Mehiko, z državo, v kateri živim. Če vsaj majčkeno poznate Mehiko, zagotovo veste, da je to dežela praznovanj in spet smo pred enim praznovanjem, in sicer je to očetovski dan. Tule se praznuje očetovski dan vsako leto, tretjo nedeljo v juniju. Jaz sem majčkeno pobrskala po zgodovini teh praznovanj in vse to se je začelo leta 1910 v Združenih državah Amerike, ko je pač nekdo želel obeležiti pač en dan na čast svojemu očetu. No, v Mehiki se je ta zadeva začela praznovati v 50. letih, in sicer so pač šole organizirale razne proslave, pa otroci so kakšne voščilnice narisali očetom. No, potem sčasoma se je pa to praznovanje preneslo v dom, pač v dom družin. In sicer jaz mislim, da se praznuje tretjo nedeljo v juniju čisto iz praktičnih razlogov, zaradi tega, ker tukaj veliko moških dela od ponedeljka do sobote, ob nedeljah so pa prosti. In sicer ideja je taka, da se pač dan preživi z očetom, da se mu pripravi njegove najljubše jedi, velikokrat se obroki zaključijo s čokolado, in da otroci dajo pač tudi darila svojim očetom in da se jim pač nameni in posveti ta dan. Meni se zdi to odlična ideja, ker tukaj se praznuje tako dan otroka kot materinski dan in tudi očetovski dan, in se mi zdi res, da je čisto vsak član družine pomemben in da si zasluži imeti en poseben dan. Saj vem, zdaj boste spet rekli, pač, ali pa tipična ideja Slovencev je, da se mora misliti na ljudi celo leto, ne samo na ta dan. Ja, saj se celo leto nanje misli, ampak zakaj se pa ne bi pa en dan, jih pa majčkeno pač porazvajali, zakaj pa ne bi en dan pa se pripravila hrana, ki je všeč očetu. Zakaj se ne bi en dan namenilo majčkeno več pozornosti očetu, meni se zdi to čisto fino. Diego je svojega očeta, pač so imeli navado, da so ga obiskali na očetovski dan in pač so z njim pojedli kosilo, so poklepetali in so mu prinesli kakšno darilce. Njegovemu očetu je bil všeč en aftershave, Old Spice, tako da je imel kar celo zbirko tega, bi lahko trgovino odprl, ker je imel 7 otrok, predstavljajte si, no, pač, ki ga niso vedeli, kaj naj mu kupijo, pa so mu potem ta vodico za pobritje so mu prinesli in je kar lepo naredil celo skladišče, ampak vse ni važno, pač pomembno je, da so si vzeli čas na ta dan in da so ga obiskali in da so se družili in imajo tudi lepe spomine na to temo. Zdaj tudi mi praznujemo očetovski dan doma, praznujemo ga na različne načine. Prvo leto, potem, ko se je Liza rodila, sem mu pač kupila eno vrtno garnituro, mu kupila v narekovajih, saj je itak bila za vse, ampak pač to je bil en izgovor. Pa v eno restavracijo smo šli jesti takose, njemu ljube takose. Letos imamo pa zelo tako, kako naj rečem, zagonetno situacijo, in sicer prav na ta dan bo tudi Mehika igrala nogomet z Nemčijo. In pač večina moških tukaj v Mehiki je nora na nogomet, in če je njihov dan, se zdi meni nesmiselno jih prisiliti v neke rituale in da je treba pač slediti pač določeni ceremoniji. Tako da je Diego najprej hotel iti pogledati nogomet s prijateljem čez cesto, z njegovim najboljšim prijateljem, pa rekel, joj, ne vem, če bo lahko pogledala, ker ne vem, kaj mi bodo v moji družini punce pripravile. Potem je klical brata in ga vprašal, če bo gledal nogomet, je rekel, bom, ampak takoj po tekmi bomo pa hitro šli k mojemu tastu. In tako rekel Diego, potem se ti bo pa mudil, skratka, tudi tja ne bo šel. In zdaj obsoje, da naju z Lizo, ne, saj ne. Pač itak, jasno, da je rad z nama, ampak pač on si je želel v moški družbi gledati tekmo. Bomo pa mi trije jo spremljali in bomo zavzeto navijali za Mehiko in upajmo, da bo Mehika tudi zmagala. Potem bomo pa definitivno pripravili kakšno hrano, ki je njemu všeč, zaradi tega, ker pač jesti je itak treba, kot bi rekel en moj zelo dober prijatelj, in bomo pač jedli nekaj takega, ki je Diegu všeč tisti dan. Tak imamo načrt.
Zdaj, kolikor imam jaz v spominu, mislim, da se v Sloveniji očetovski dan ne praznuje, mislim, da se samo dan mučenikov. Če se pa praznuje očetovski dan, me pa popravite in lepo prosim spodaj v komentar napišite, kdaj se praznuje. Če pa ne, bi me pa zanimalo, če boste pač tokrat pripravljeni deliti svoje mnenje. A bi si vi želeli praznovati očetovski dan, a se vam zdi to nesmiselno? Če še niste naročeni na moj kanal, lahko aktivirate zvonček spodaj pod videom ali pa počakate na konec videa, ko se vam bo pojavila kremšnita in kliknete na njo. Vse, kar se bo za vas spremenilo, bo to, da boste brezplačno obveščeni o vseh novih vsebinah na kanalu. Nama pa pač pomagate, da rastemo in da bomo v prihodnosti, upajmo, še boljše videe delali. Lep pozdrav čez lužico in se vidimo tukaj ob naslednji priložnosti. Adijo!